Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Tako kot smo napovedali, je naš gost danes Jurij Borko, župan občine Središče ob Dravi. Ja, tako ob izteku leta vedno radi napravimo inventuro, se spomnimo, kaj je bilo storjenega, postorjenega po občinah in seveda tisto tudi se spomnimo tudi tistega, na kar smo morda pozabili ali prezrli, ali nam ni uspelo priti do cilja. Gospod Borko, lepo pozdravljeni v naši družbi. Dober dan in seveda lep pozdrav vsem gledalcem, poslušalcem kabelske televizije Ormož in hvala za povabilo. Minuli teden torej ste prižgali luči v občini oziroma v kraju, v centru kraja. So te lučke tudi zagorele v vaših srcih? Ja, seveda, vsi imamo ta prižig luč, ki je v nekem delu tudi simboličen, torej najavlja praznike, božične, novoletne, neko novo upanje. Seveda, sedaj smo tega upanja vsi še bolj potrebni oziroma ga si želimo, kajti vemo, torej trenutno COVID situacija še vedno ni rožnata, če se tako izrazim, in seveda pričakujemo, da bomo to nekako vsi skupaj prevalili, da se bo tisto življenje spravilo v neki normalni tok, kot smo navajeni, da bo predvsem nekaj več teh naših prireditev, druženja. Nažalost, zaenkrat to ni možno, ampak seveda imejmo upanje, da bo seveda boljše. Jaz upam se, da bo pomlad leta 2022 tista, ki bo omogočila, da bomo šli nazaj torej na tiste tirnice, kot smo že rekla, katere so bile ustaljene. No, domnevam, da torej nobenih slavi in druženj ne bo tudi v Središču ob Dravi, ne sedaj ob koncu leta. Ne, torej kot ste videli, tudi sami ste bili prisotni, prižgali smo lučke, imeli smo dogovorjeno, odbor za družbene dejavnosti je bil tisti organizator, ki je kot predlani povabil naša društva, da bi 3 vikende, 3 sobote v mesecu decembru naredili tisti novoletni bazar, ki nam je leta 2019 zelo dobro uspel, zelo lep odziv ljudi, društev. Zaenkrat zaradi razmer tega ne moremo narediti, seveda nismo tudi nekaj forsirali. Tako da, tudi sem rekel, pričakujemo, da bo pomlad tista, ki pa bo zopet prenesla to naše prireditve, torej občinski praznik, dirka, da ne naštevam kar nekaj, konjarji, oljarna in tako naprej. Torej, leta 2022 pričakujem, da bo boljše. Ja, vsi se temu nadejamo in upam, da bo res tako. Ja, ta dirka, Slovenija Klasik, je kar verjetno veliki primanjkljaj za vašo občino, ne? Sedaj 2 leti ni bilo te tekme oziroma te dirke. Ja, tako je, gledajte, gre za kar tako, bom rekel, kompleksno, tehnično zahtevno, varnostno zahtevno prireditev, ki smo jo pred leti pričeli kot neko promocijsko vožnjo, potem pridobili tudi edino licenco v Sloveniji, pod okriljem seveda Avtomoto zveze in pa predvsem pod tem, da k temu pristopijo številna društva prostovoljci, brez katerih seveda ob vseh zadevah varnostnih, organizacijskih to ne bi bilo možno. Seveda, kot pa ste bili tudi sami prisotni, ta dirka je sedaj že kar prijela. Če je koliko toliko ugodno vreme, predvsem nedelja, je tista, ki pritegne množico ljudi, ker to je nekaj vrsta, rečemo, adrenalinskega športa, ki številne ljubitelje tako od blizu in daleč pritegne in Središče je navadno tedaj dejansko polno. Tako da ja, v dogovoru z društvi, z Hrvaško zvezo, kajti ta je zelo pomembna, Hrvaška je zelo močna, lahko tako rečemo, v teh dirkah, ima veliko tekmovalcev in kot ste videli leta 2019, mi smo imeli preko 80 teh tekmovalcev, predvsem z Hrvaške, čeprav je tudi nekaj bilo iz sosednjih držav, tako da ja, dirka, torej postavljen je datum, usklajen z Hrvaško zvezo. Mi bomo organizacijski odbor štartamo sigurno že v januarju. To pomeni, da je potrebno, zdaj že vemo naloge, torej ta organizacijski odbor, številne zadeve je potrebno postoriti, rezervirati, vse dogovoriti, tako da seveda sigurno bomo že z mesecem januarjem
pričeli sestavljati to zgodbo za leto 2022. Tako, če po domače vprašam, se izplača recimo občini organizacija takšne dirke? Dobro, gre za promocijo, kar je seveda tudi velikega pomena, ampak tudi tako kakšni so rezultati? No, sigurno, gledajte, organizacijsko pa finančno to ni majhen zalogaj, kajti gledajte, stroški, ki nastanejo, katerim se ne moreš izogniti, so pač takšni, kako so, gledajte, dirka realno stane tam vsemi stroški ob teh raznih volonterjih, katere sem omenil, tam 15.000 evrov. Občina v tem tu nekje prispeva v smislu promocije in tega omogočanja tudi gostincem in tega, da se tam pojavijo, 5.000 evrov, to imamo tudi v proračune, ostalo pa se seveda obrnemo na sponzorje, ne. Moram reči, da so mnogi sponzorji prepoznali to dirko in se seveda potem preko sponzorskih sredstev, potem tisti, bom rekel, preostanek sredstev nabere, nekaj tudi pride iz prijav, ki jih morajo tudi ti tekmovalci plačati, tako da eno z drugim nazadnje niti ni to takšna strašna finančna posledica za občino. Sponzorji se odzovajo, kot pa smo že rekla, prireditev pa res potem kar odmevno, no. Ja, tako tudi je v Središču ob Dravi, ne, recimo tudi praznik Buč je velik praznik za vašo občino, da ne govorim potem o prireditvah ob občinskem prazniku. Je občuten ta primanjkljaj teh 2 let, ko je torej vladala sedaj korona, vas je to prizadelo v tem smislu, recimo, občino samo in tudi ponudnike, recimo? Sigurno, gledajte, nazadnje občino, vodstvo občine, ki to pripravljamo, nazadnje občane, ki so radi prišli na te vse prireditve, tudi ljudje iz drugih občin na dirko, kot smo rekla, nazadnje tudi naši gosti, naše pobratene občine, ne samo na občinski praznik. Nazadnje sami veste, če smo pri občinskem prazniku, ne, mislim in lahko trdim, koliko sem preverjal zadeve, kljub temu, da smo leta 54 bili prvi občinski, pa do 58. Središče več ni bilo občine do 2006, ne. Torej tradicija ohranjanja občinskih krajevnih praznikov, mislim, da v Sloveniji ali je ni, ali pa je zelo redko tako dolgo, torej neprekinjeno, pustimo zdaj to korono, pač to so bili posebne razmere, da se torej ohranja tradicija praznovanja občinskega praznika 60 in več let, skoraj 70 let, ne. Tako da ja, gledajte, zelo so naši občanke in občani, tudi mi, vezani na ta občinski praznik, če smo pri njem, in pa tudi ostale prireditve, gledajte, tudi odprti vrata oljarne, ne. To je bila prireditev v začetku septembra, kjer se je skozi dan zvrstilo brez pretiravanja 1000 in mogoče 2000 ali pa več ljudi, avtobusov, ljudi od blizu in od daleč, kulturni program, ponudba, izredno dobra zadeva, tako da ja, pogrešamo to, sigurno. No, tako v teku leta smo na nek način z našo kamero seveda sledili vse vaše dosežke in vse tisto, kar se je dogajalo. Me pa vedno tako preganja eno vprašanje, ki vam ga želim postaviti, in sicer to, da ste obmejna občina, ne, vam to recimo pri razvoju na kak način pomaga ali vas ovira, ali imate kaj več težav, ne, vzporedno recimo, če torej primerjamo z ostalimi takšnimi malo manjšimi občinami. Kako recimo se s tem spoprijemate? No, gledajte, jaz sem že velikokrat poudarjal ali v kakšnih razpravah ali pa tudi v kakih nagovorih, meja, ko smo postali samostojna država, bivša skupna občina Ormož, potem je seveda občina Ormož, sedaj kasneje tudi občina Središče ob Dravi, ob meji, ne. Kaj to pomeni? Vi veste, da smo gospodarstvo, kmetijstvo, če smo zdaj na samo Središče ob Dravi, bolj vežemo tudi Ormož, mi smo bili zelo gospodarsko vezani na Čakovec, Varaždin in tako naprej. In sigurno je meja carine leta 1991 za taka območja, za našo občino pomenila velik šok, ne. To je dejstvo, ki je sigurno naše območje za par let, jaz bom uporabil izraz, vrglo nazaj. Drugo, potem si kar oddaljen od tistega centra, za katerega vsak dan čujemo, poslušamo, koliko ljudi tja hodi delati, kako se razvija, kakšno povprečje razvoja ima recimo Ljubljana, tudi ostala mesta.
glede na naše območje, nam kar stalno pada število ljudi. Ja, gledajte, meja je prinesla sigurno za tisti čas, tudi še zdaj, pa ta oddaljenost od centra, slabosti. Ne. Seveda je se v nekem delu, seveda imamo nekaj uspešnih firm, SP-jev, ki pa seveda, bom rekel, delajo, vzdržujejo nekaj ta gospodarski, tudi turistični razvoj, tudi mi dosti delamo na tem in to so nam zdaj ključni projekti, ne. Gospodarstvo in pa torej cona in pa tisto, kar pripravljamo v sklopu Krajinskega parka, destinacije Jeruzalem. Tu je edino možen ta preboj. Seveda čakamo tudi na cesto. Jaz upam, torej naslednjo sredo je zopet sestanek z Darsom, mogoče bo sam minister prisoten, da se pa končno na pomlad, vsaj tako upamo, prične delati cesta Ormož-Markovci, da se potem naknadno išče hitra rešitev Markovci-Ptuj. Ta cesta je zelo pomembna. Glede, jaz sem z marsikom kontaktiral, ko smo ponujali te parcele. Cesta je zelo pomembna za nekoga logistika, nazadnje to predstavlja stroške in tako naprej. Tako da ja, v tem delu torej meja prednost ravno ni bila. Ne. Je res, da je zdaj po letu 2013, ko je Hrvaška stopila v Evropsko unijo, carin več ni, ne. To še vedno je Schengen, ne. Tudi to za marsikoga še vseeno ta, če ni drugo, kontrola meje predstavlja. Torej sigurno bo zadeva bolj odprta, ko bo Hrvaška stopila v Schengen, kot teh meja več ne bo. Verjetno bodo samo kakšne, bom rekel, občasne kontrole na meji, kot so sedaj tudi po drugih evropskih mejah možne, ne. Tako da pravim, da se ne ponavljamo, meja ravno ni prinesla pozitivnih zadev za naše območje celotno. Tudi ne za Ormož, pa nekatere obmejne občine. Vsekakor vzdolž celotne meje Slovenije s Hrvaško. No pa še vseeno sodelujete, ne, na nek način, vsaj na nekih kulturnih področjih, z Nedeliščem predvsem, ne? Kako vam to uspeva, kako vam to gre, torej, če pozabiva sedaj ta čas korone, ko je itak ni bilo možno, ne, ampak se še pojavljajo kakšni recimo gospodarski taki interesi med seboj? No, sigurno, gledajte, kot ste omenili, mi nikoli, bom rekel, iz tega namena, da so to nastale meje, da so nastale države, stikov, kontaktov s sosednjimi občinami, ob meji Hrvaška, tu sigurno lahko omenimo kot prvo Nedelišče, tudi delno z Gornji Mihaljevec, Štrigova, Međimurska županija, ne, nismo, bom rekel, prekinili niti kot krajevna skupnost. Sigurno je ta vidik sodelovanja zelo dober, kulturno sodelovanje, turistična društva sodelujejo, na sejme gremo k njim, prijateljsko nas tudi vabijo recimo na njihove občinske praznike. Seveda pa smo imeli tudi, moram reči, vsaj dva pomembna projekta do sedaj. Tretji je prijavljen, da jih kratko omenim, to je bil meddržavni razpis IPA, torej sredstva nepovratna smo mi pa Nedelišče dobili kar, moram reči, lepo, vsoto denarja za tehnično dokumentacijo za kanalizacijo, ko smo pripravljali, z dokumentacijo smo se potem prijavljali, izvedli projekt, tudi one. Potem pri drugem projektu IPA čezmejnem smo tudi uspeli s tehnično dokumentacijo za naselja, ker nimajo kanalizacije, z malimi čistilnimi, imamo pripravljen projekt. Letos smo se prijavili v jeseni Ormož, Središče, Nedelišče na razpis IPA za gasilsko opremo. Torej ja, tudi gledajte, gospodarski del, ti skupni projekte so pomembne. Smo se tudi že v kontaktu bili z novim županom, lahko rečemo, oziroma ne načelnik v Nedelišču, ker se že prej poznamo, da bomo tudi torej naprej ne samo kulturni, turistični del, predvsem tudi gospodarski ali možne razpise Interreg, ki bodo tudi aktualni v novi, tretji perspektivi, sigurno v kakšnem projektu združili moči, se poskušali prijavljati z skupnimi projekti, pridobiti kakšna nepovratna sredstva in seveda to sodelovanje še zopet nadgraditi. To pomeni, da si vseeno obetate torej večje projekte, ki bi torej vas rešili z neke zagate, ali gospodarske, ali infrastrukturne. Imate še kaj posebnega recimo v načrtu v naslednjih letih? Ja, torej, če smo konkretno pri razpisih Interreg, ti so sigurno meddržavno najbolj zanimivi.
Seveda sami Interreg razpisi imajo več smeri možnih prijav ali pa področji, katere se naj prijavljaš. Konkretno sedaj je bil ta zadnji razpis, katerega sem menil za zaščito in reševanje. Tukaj smo takoj videli priložnost za prijavo opreme za naša gasilska društva, protipoplavna, protipožarna zaščita. Ta oprema ni poceni, ne. Sigurno pa tudi, glede na to bomo videli, torej, kaj bo možno prijavljati v novi finančni perspektivi. Verjetno bodo usmeritve Interrega že znane drugo leto in bomo sigurno našli neko skupno nit, kot smo že rekla, ne, ali je to gospodarski, ali je turistični del, ali so to mogoče kakšne, ne vem, kakšni muzeji, ne, bilo kaj, ne. Torej, gledajte, pomembno je pri takih razpisih in seveda vedno so bila taka pravila in bodo, ne. Program mora biti približno isti, torej po domače povedano, ti ne moreš prijavljati jabolk, tvoj partner preko meje pa hrušk, ne. Ampak gledajte, potrebe so velike, tako na gospodarskem, tudi kulturnem in drugem področju in hitro se da najti skupna nit, skupni projekt, ki nas povezuje in seveda s tem pridobiti pomembna nepovratna sredstva, ki bi v primeru, da jih ne dobiš, moral podati z lastnega proračuna. No, pred kratkim se je torej tudi pojavil razpis za zemljišča v vaši poslovni coni Lipje. Kako kaže, so že kakšne prijave, so interesenti, vam je znano kaj? Ja, tako je. Torej, prejšnji teden se je iztekla druga objava, kajti zemljišča so v lasti sklada kmetijskih zemljišč. V teh dveh objavah so prodane 4 parcele, izpadla je ena parcela zaradi napake pri prijavi. Ravno danes smo obvestili, da je sklad ponovno to parcelo objavil, imamo že interesenta, tako da seveda sedaj, ko bo prodaja končana, ker seveda sledi še podpis pogodb, torej ena je že realizirana, 3 bodo v kratkem. Četrta prodaja, tretja prodaja je tudi, že sta celo 2 interesenta za 5. parcelo, torej kot kaže, in bomo potem to po novem letu mogoče tudi naredimo kako malo tiskovno konferenco, objavimo, tako da v bistvu od sedaj parceliranih 5 parcel bodo očitno vse prodane. Mi še imamo skoraj 2 hektarja za parcelirati, mi bomo še naprej objavljali možnosti parcelacije, nakupa po željah. Trenutno čakamo gradbeno dovoljenje, delajo se PZI projekti, tako da bi v mesecu januarju razpisali torej javni razpis za izbiro izvajalca. Čakamo pa še z ministrstva za gospodarstvo in upam, sem bil ta teden kar v kontaktu s pristojnimi, še del sredstev teh nepovratnih, da bi lažje zmogli to infrastrukturo, kajti občina se je zavezala in skozi projekt, ki je pripravljen, bi zgradili komunalno infrastrukturo, torej dovozne ceste, vse možne priključke, investitorji pa seveda potem priprava tehnične dokumentacije in pa gradnja. Tako da, gledajte, to je pozitiven premik, zelo pozitiven premik, kajti, kot smo že mogoče večkrat omenili, mi smo z vsemi postopki končali leta 2016 s podrobnim prostorskim načrtom, ki je bil obvezen seveda, da lahko parceliraš, nadaljuješ postopke, vendar v 4 letih nismo dobili nobenega interesenta na raznih portalih, tudi v tujini smo oglaševali preko raznih gospodarskih zvez, kot smo prej malo povedala, gledajte, neke pogoje, lega, neke cone, kraja, občine, delovna sila, kadre, vse je pomembno, kaj gledajo investitorji, preden se odločijo, tudi domači nazadnje, ne. Tako da zadeva gre v pozitivno smer, jaz upam, da bomo mi drugo leto to infrastrukturo zgradili, takšen je plan, in da bodo seveda investitorji nadaljevali z dokumentacijo, z gradnjo, z gradbenim dovoljenjem, bomo pa, kot sem rekel, v mesecu januarju potem malo, ko bo zadeva torej zaključena, pa še čakamo sigurno še ena parcela. Ravno preden sem šel v vaš studio, sem dobil uradno iz sklada kmetijskih zemljišč, da se prodaja še ta zadnja parcela, da je objavljena, ker postopek je tak, tako da bo potem prilika, da malo povemo kaj več o tem, moram reči, projektu, ki je zelo, zelo pomemben za našo občino. No, zanimivo je to, ker takrat, ko smo nazadnje bili, torej, ko smo na ogledu tega poslovne cone Lipje, še ni bilo, niste še vedeli, da bojo vse parcele, torej vseh 5 iz ponudbe oziroma prodane. Vas to najbrž zelo veseli, ne?
Ja, sigurno, gledajte, kot sem dejal prej, ne, seveda, lastnik je sklad kmetijskih zemljišč, razen del zemljišč, ki smo jih brezplačno dobili od sklada po zakonu, zakon nam to omogoča, moram reči, da je tu sklad šel kar hitro na roko, torej zemljišča, kjer bodo infrastruktura, dovozna cesta, druga infrastruktura umeščena, trafo postaja, to je seveda sklad po zakonu prepustil brezplačno občine, ostale pa so oni kot lastniki seveda prodali. Seveda to je pomemben premik. Glejte, če bo v naslednjih 2-3 letih, jaz sem prepričan, vsaj tu 2-3 firme nastale, ne glede na koliko zaposlenimi, bo to pozitivno, kajti gledajte, da se ne ponavljamo, nam opada non-stop število ljudi, ljudje se nam v nekem delu izseljujejo, predvsem mlade, in če bodo le nova delovna mesta, imamo edino možnost ta trend zaustaviti in pa še mogoče, da nekdo v iskanju službe pride, kaj zgradi, kupi kako hišo, ki jih je ogromno na razpolago, sicer mogoče potrebni za obnovo, tako da tako lahko trend obrnemo. Drugo je tudi, kaj se tiče destinacije Jeruzalem, krajinskega parka. Mi smo naročili eno idejno zasnovo za center narave. Tu imamo že v načrtih od tedaj, ko smo sprejeli krajinski park. Dali smo sedaj, ko vodimo prostorski plan, eno parcelo, ki smo jo kupili, zelo veliko med središčem pa med grabami, kjer bi naj bilo to umeščeno, torej na tej ponudbi. Eno je, da spodbujamo destinacijo Jeruzalem, smo resni partnerji, spodbujamo ljudi, gostince, dopolnilne dejavnosti. Tudi upam, da bomo uspeli začeti prenavljati hišo, ki smo jo predlani kupili, kjer imamo že načrte končane za prenočišča. Tako da ja, gledajte, to je pomemben del, kjer tudi občina ne samo, da skrbi za delovanje tistih zakonskih, bom rekel, obveznosti, šola, vrtec in tako naprej, pomembno je tudi, da razvija ali pa dela infrastrukturo, na tem smo kar nekaj postorili zadnja leta, še nas veliko časa, veliko dela čaka, in pa potem, da ustvarja pogoje tako za gospodarstvo, tu smo rekla cona, kmetijstvo, turizem in tako naprej. Sedaj sem večkrat v svojih ali nagovorih, razpravah, predstavitvah, ko smo imeli recimo za krajinski park pa še kaj drugo, pozval ljudi, še zdaj jih kličemo, jaz bom pravi taki izraz, dajte pridružite se destinaciji Jeruzalem, dajte neko idejo, probajte to in to razvijati. Seveda vse je povezano z nekim angažiranjem, s financami, mogoče razpisi, ampak pomembno je, da imajo tudi občanke in občane, podjetnice, podjetnike, dobre ideje, kjer jim lahko tudi mogoče pomagamo in da gre potem zadeva naprej. To je pomembno, torej, da skupaj nastopamo, bom rekel. O krajinskem parku bova še v nadaljevanju, sedaj se še malo vrniva v poslovno cono Lipje. Se nam, mislim, je možno, da nam tudi že poveste, kdo so tisti, ki so torej zainteresirani za postavitev svojih proizvodnih prostorov, torej poslovnih v Lipju, ali je to tajnost? Glede, ni tajnost, gre pa še zato, ker zdaj postopki za 3 parcele, ki so pa bile prodane v bistvu najavljene, mi smo takoj poslali, ker smo imeli predkupno pravico, torej 5. je objavljena in takoj so se interesenti pojavili, mi bomo potem z vsemi podatki, ko bodo sklenjene pogodbe, ker to je pika na i, ko skleneš pogodbo, potem naredili eno tiskovno konferenco, pa ni skrivnost, ampak potem dobro, torej podatki, da ne bomo nekoga spravili, mogoče, kaj gledajte, vseeno so še neki postopki vmes, No pa morda branže kakšne? Gledajte, lahko pa povem, ker je že sklenjena pogodba, David Vuković je v prvi objave Hikfly podjetje je kupilo, tam je torej zaključena prodaja. Zelo zanimiva, perspektivna firma, jaz sem z Davidom smo veliko naveze, veliko naveze, zakaj, ker vsi skupaj smatramo, kar je poudaril tudi minister za gospodarstvo, ko je konec junija bil na obisku pri njem v naši Sokolane, da seveda gre za zelo perspektivno mlado podjetje, ki mu je seveda potrebno iz strani občine, tudi države, ministra za gospodarstvo, pomagati. No pa morda za kakšne torej branže bo šlo, bodo to recimo, kakšna trgovina, bo to... Glejte, gre za proizvodne, storitvene,
tudi druge dejavnosti, ampak ponovno pravim, počakamo postopek podpisa pogodbe. Ja, radovednost, ne? No, pa se vrniva torej sedaj na krajinski park. Kaj pravzaprav lahko pričakujemo od vašega krajinskega parka? Kaj bi se po vaših željah, načrtih v tem krajinskem parku lahko dogajalo? Oziroma, kako je obsežen, kaj ponuja, no? Torej, gledajte, sam krajinski park ob reki Drave, za katerega je pač sprejet odlok v krajinskem parku, ki ima pač neke svoje značilnosti, lepote, naravne in tako naprej, ne, je samo en del, katere je po naših idejah, po sedanjih akcijah, bom rekel, ne, ker je možno torej imeti neko ponudbo, kajti mi se moramo nekaj zavedati, ne. Zdaj, sama reka Drava je zelo zanimiva. Zdaj, naši občanke in občani že leta, desetletja, stoletja živijo z reko Dravo. Seveda je sama okolica reke Drave že v 80 letih bistveno spremenila videz, ne, torej tam so ob reki Drave nastala kmetijska zemljišča, ki se sedaj in tudi naprej bodo se lahko obdelovala. To je bil neka nit, ki se je vlekla pri sprejemu odloka, češ bojazen, sedaj pa mi ne bomo smeli več obdelovati njivo. Ampak to je mimo, ne. Tudi tam je že Natura 2000 zakon, ne, zakon o varstvu narave, ne. Torej, sama reka Drava je priložnost povezave torej z tistim, kar smo prej govorila, ne. Ona lahko, mi pripravljamo tudi, imamo ureditveni načrt, ne, s krajinskim parkom. Ampak ta ureditveni načrt ne predvideva samo upravljanja, koriščenja reke Drave v turistične in druge namene. Ta ureditveni načrt obsega seveda celotno, rečemo temu, turistično, naravno ponudbo in ostalo ponudbo v občini. Tisto, kar smo prej rekli. Tu je krovna organizacija, jaz pravim, ne, če jo tako imenujemo, destinacija Jeruzalem. Ne. Sam krajinski park, jaz pravim, je to poddestinacija. Ne. Torej, seveda, tu je treba povezati reko Dravo, njeno možno ponudbo, seveda, kot sem že veliko krat dejal, ne. Glede, v reki Drave ob vsem, ko nastaviš neko ponudbo, poti, vožnja skanuje, da se naštevamo, ne, tu mora biti jasno definirane pravila, ne. V takem delu, kjer je v bistvu neki naravni rezervat, habitat, bilo kako ga imenujemo, ne moramo imeti, ne želimo množičnega turizma, ne, v sami reki Drave. Tu mora biti manjše skupine, ki so vodene, kjer so jasna pravila. To je ta en del. Znači, po meni reka Drava lahko prispeva k tej ponudbi, kajti verjetno se strinjate, ne, da če dalje več ljudi, turistov, išče take, rečemo temu, destinacije, take zadeve, ne. Ne silijo vsi na morje, pa v neko gužvo. Nekdo želi biti v naravi, želi imeti mir, seveda pa želi imeti ponudbo. In to je tisto, kar smo že prej začela, pa tudi sedaj pravim, ne. Torej, mi moramo omogočiti ljudem, ki bodo prišli v naše območje, v našo destinacijo, tudi širše, ne, čim več ponudbe in pa zgodbe, ne, da jih zadržimo tu. Ne. Torej, danes bodo, ne vem, Središče šli na Dravo se kopati, pa bodo šli potem na kosilo v kmečki turizem, pa bodo si šli pogledati oljarno, pa bodo šli v muzej Ormož, pa bodo šli tja, ne. To je ključ tega, ne. Mi moramo ljudi pripeljati, ne, pa ti ljudje tu nekaj ostanejo, tu pa postojijo. Seveda nas premiki so dobri v destinaciji Jeruzalem. Jaz moram reči, da je tam zdaj ena dobra ekipa, ki se, jaz bom uporabil zdaj, razume v svoje delo, ne. Ključno pa je, da pa mi naše ponudnike, ki jaz sem večkrat poudaril, mi smo razglasili krajinski park, odkupili smo sedaj zemljišča, delamo je neko idejno zasnovo, naredili bomo mogoče, če bo nam šlo skozi 2 apartmaja, dokončamo drugo leto za prenočišča, ki jih generalno manjka, ne. Ampak ponovno pravim, tukaj mora biti predvsem interes naših gostincev, naših dopolnilnih dejavnosti, mogoče koga, ki ima nekaj kapitala, da se vidi tu, ne. Kajti, gledajte, občina ne more za tem vse upravljati, ponujati, niti ni smiselno. S tem se mora večji del ukvarjati gospodarstvo, ne, da se z tega nekaj dobi. Tako da ja, interes tudi moramo reči, odkar je štartala, če se tako izrazim, destinacija. Mi smo naše
gostince, naše dopolnilne dejavnosti vabili. Odziv je na začetku bil slab, moram pa reči, da so lani, predvsem pa tudi letos, kljub situaciji, kar dober odziv tistih, ki nekaj ponujajo, torej da so se priključili destinacije, da so mogoče svoje produkte dali oceniti, torej so neki premiki, ljudje prepoznajo priložnosti, ki se skozi destinacijo Jeruzalem, skozi tisto, kar tudi sama občina razvija, nudijo. In seveda, kot pa smo prej rekla, vsaka dejavnost ali pa vsaki biznis je vedno rizičen. Nikoli ne vemo. Treba je vztrajati, treba je tudi seveda biti resen pri nečem, to se pričakuje, in pa seveda tudi sredstva vlagati. In dostikrat je to tek na dolge proge. Zdaj mogoče sem se včasih s tem pogovarjal, pa pričakuje, pa ga kot prvo zanimajo nepovratna sredstva. Tako ja, gledajte, to je možno, smo vam v pomoč, občina, naša razvojna agencija, mogoče kdo drugi, vas vemo usmerite. Vendar pri vas je potrebna prvo recimo tehnična dokumentacija, torej poslovni načrt, vaša ideja, del financ. Potem pridemo do razpisa možnih nepovratnih sredstev, takšnih in drugačnih pomoči. Včasih si to ljudje malo pač drugače razlagajo. Jaz sem tudi že mogoče včasih bil oster, pa sem mogoče na kakšnih predstavitev, ker smo jih imeli kar nekaj za Kranjski park, ker je malo dalj trajalo, da smo ta odlok sprejeli. Sem rekel, gledajte, narobe je pričakovati, da bo zdaj občina ali pa nekdo prišel v vaše dvorišče, pa vam kar ponudil, denar, pa ono pa drugo. Vi morate biti prvi, ki morate imeti poslovno idejo, jo poskušate razvijati s pomočjo občine, razvojne agencije, koga drugega in tako naprej. Tako da se premikajo zadeve in vse to zdaj v tem turističnem delu, ponudbenem, cona nas navdaja z nekim upanjem, da pa se bodo zadeve tudi tu premikale in da lahko v naslednjih letih pričakujemo to zaustavitev, jaz bom rekel, te stagnacije, tako po številu prebivalstva kot gospodarskem in drugem. Ja, tudi za takšne stvari je potreben čas, najbrž morajo dozoreti, tudi kar se tiče ponudnikov in ponudbe. Omenili ste torej, da je občina kupila hišo, kjer bi torej bila 2 apartmaja. Kje v središču je to? To je hiša, predlani je občina kupila, ta hiša je v državni cesti, drži pa se dvorane Orlana, torej preko Sokolana. Ta hiša je bila, kar je v dobrem stanju sanirana v zadnjih letih. Sveda bi jo mi zdaj, ker je kar lepa prostorna, malo z okolico in pa notranjost malo spremenili, iz enega večjega stanovanja bi lahko nastala 2 manjša pa 2 apartmana. Tako da imamo načrte, imamo popise, nekaj smo že v sredini leta poskušali neke ponudbe pridobiti, pa so bili vsi izvajalci kar fejst zasedeni. Bomo sedaj zadevo v kratkem ponovili in vsaj drugo leto poskušali v grobem to notri predelati, nekaj zunaj, in pa po možnosti seveda čim prej končati, kajti eno je, da je ta možnost torej za turistično ponudbo, vedno pa se iščejo tudi stanovanja, to moram reči, da pa se, tudi stanovanja se iščejo. Sicer so kakšna prenočišča v ponudbi, turistični ponudbi v središču ali v okolici? Ne. Torej samo središče ob Dravi nima niti enega uradnega prenočišča. Niti enega. To pomeni, da bi bilo dobrodošlo, ne? Sigurno, gledajte. Ker ljudje vseeno pridejo, vidite, da pridejo v destinacijo Jeruzalem, pridejo, Tudi na reko Dravo pridejo ljudje. Domači in pa tudi nekateri, ki so recimo nastanjeni pri kakšnih ponudnikih v občini Ormož ali v okolici. Ljudje radi pridejo in tudi veliko ljudi recimo z Ormoža, tudi občasno gremo poleti na Dravo, se skopamo malo eno drugo, tudi z Ormoža pa z okolice vidim ljudi, ki pridejo z družinami ali posamezniki na reko Dravo. Ali se kopati, se voziti s kanuji in tako naprej. Seveda to je en takim lepo doživetje, moram reči. Veste, voda vas pomirja, voda vas pomirja posebej v takem naravnem ambientu, ki je, lahko rečemo, vsaj ta del Drave, ki je ob sama struga in pa ta poplavni gozd je res taki, kot je bil v preteklosti. Seveda s to razliko, da je seveda pretok reke Drave od leta
76, 77, ko je nastalo jezero za hidroelektrarno Varaždin, ne, z bistveno manjšim pretokom. Ne. Ja, glede na to, da se leto izteka, gotovo že imate, no najprej nam povejte, ste zadovoljni z potekom tega leta, z dosežki, kako bi ocenili recimo iztekajoče leto? Ja, sigurno, gledajte, uspešno. Zdaj, ker seveda merilo je proračun investicije, realiziran proračun, ne? Ki sem ravno pripravljal članke za našo sredico, vse investicije letos, ne? Gledajte, letošnji proračun je bil nekje tam na 2 milijona 800, kar je dobro za nas, ne? Naš osnovni proračun je okrog 2 milijona, mogoče še kaj manj, ne? Tiste sredstva, ki jih obračamo, kot rečemo, ne? Torej, proračun bo v celoti realiziran. Od investicije je samo bilo pročelje Orlane, ki se res ni realiziralo, ampak to že zdaj pripravljamo, to je bila neka vrednost 10-12 tisoč evrov, samih investicij med 800 in 900, kar je dobro, in to je dejansko razen te malenkosti, jaz pravim, ki bi šla zdaj prva naprej, realizirano, ne? Odprli so se pomembni projekti, torej za občino Ormož, Sveti Tomaž smo dobili projekt vodovoda, ki se že izvaja, ne? Ceste v Šalovci, pa še kaj nekaj zadev, tako da pri tej velikosti proračuna pa realiziranem proračunu pri investicijah je zadeva dobra. Seveda pa še boljše kaže proračun za drugo leto. Torej, kakšni so načrti za leto 2022? Ja, načrti so kar smeli, ne? Moramo reči, da bomo še pred novim letom sprejeli proračun za leto 2022, ne? Višina proračuna bo sedaj po manjši korekciji blizu 3,5 milijona, ne? Od tega bo 1,5 milijona investicijskega, ne? Vodovod, cona, energetske sanacije, še kar nekaj manjših zadev, ki so zelo pomembne, manjše investicije, takšnih 10, 20, 30, 40 tisoč evrov, ne? Tako da investicijsko je zadnjo tako močno leto bilo leto 15, ko smo delali projekt kanalizacije, ki je bil v velikosti čez 7 milijonov neto, seveda razdeljen v 3 leta. Tako da bo drugo leto sigurno investicijsko po tistem letu 15 najmočnejše, ne? In sem prepričan, da je glede na seveda na stanje to realen proračun, daje vse te zadeve, ki so zapisane, bomo rekla, v proračunu, ki sem prepričan, da tudi sprejete, možno realizirati, ne? Možno realizirati. Seveda pa se pripravljamo, ne samo mi, tudi z našimi partnerji, na primer občina Ormož, že delamo nekaj, čeprav nam je iz projekta vodovod, ki ga se delamo, še kar nekaj ostalo. Delamo že novi projekt vodovoda, primer, za naprej. Projekte treba imeti pripravljene, kajti prepričani smo, da bo tudi tretja finančna perspektiva, tam med leti, rečemo, da bo bolj realno, da bodo kakšni razpisi, odvisno zdaj, kak sistem bo, ali bodo pozivi, ali bo dogovor regij, kot je sedaj bil, možno torej zopet počrpati kakšna nepovratna sredstva za infrastrukturo, mogoče tudi za turizem se napoveduje, ne? Tako da je projekte potrebno imeti pripravljene, kajti z delom nepovratnih sredstev bistveno lažje zmoremo potem take projekte prijaviti in jih tudi izvesti. In česa se najbolj veselite v prihodnjem letu, kar se tiče investicij? Je sigurno, gledajte, vse je pomembno. Sigurno je pomemben vodovod, ki ga nadaljujemo z občino Ormož, Sveti Tomaž. Gledajte, oskrba z zdravo pitno vodo je ogromno bilo vloženega. Že gledajte, v bivši skupni občini štartom obnova vodovod, sedaj že druga, tretja. Sami smo z občino Ormož preko regionalnih sredstev obnovili glavni vod Ormož Središče, glavna žila za dobavo pitne vode. Pomembna je tudi sigurno energetska sanacija telovadnice Sokolana, kjer se največ kulturnih dogodkov dogaja. Cona, če bo tak zadeva, kot zdaj kaže, so to super premiki po par letih, moramo reči, ne? In tudi vse ostalo, gledajte, priprava dokumentacija, ta projekt v turizmu, vse je pomembno, gledajte, vse doda neki svoj delež v tistem mozaiku uspeha ali pa napredka bilo katere lokalne skupnosti. Gospod Jurij Borko, seveda vam želimo veliko uspeha tudi pri vodenju vaše občine v prihodnje. Verjamem, da boste še kandidirali, drugo leto je volilno.
Ja, gledajte, hvala, ne. Zdaj bomo rekel, da to še, ta odločitev še ni padla, odločitev ni padla. Res, da bo to hitro prišlo, gledajte, to je za 11 mesecev, ne. Volitve so drugo leto novembra, seveda nas prej še številne volitve drugo leto čakajo, državno-zborske, še kaj drugega, seveda tudi od tega je pomembno, roko na srce, ne. Pomembno je, kdo bo vodil državo, kdo bo vodil vlado, ne. Ti moram reči, da brez nadaljnega zadeve se zdaj zelo dobro odvijajo, predvsem za občine. Več denarja, razpisi so bili razdeljeni, sredstva so bila razdeljena. Mi si želimo z državo, z vlado dobro sodelovati, gledajte, mi smo tesno povezani, ne. Tako da odločitev pa bo sprejeta drugo leto. Upajmo, da bomo uspešno naprej delali, bilo kdo bo, ne. Moramo slediti temu, kar smo se vsa ta leta trudili, delali. Ključ je to, kar smo že večkrat poudarjali, ne samo danes, ne, da naredimo neki preboj, da zaustavimo to izseljevanje ljudi, ne, da bo tu čim več priložnosti, da jih ne bomo videli samo mi, tudi ljudje, kot smo rekla, ne. Treba imeti malo neki kanček, bom rekel, poslovne žilice, nekaj si treba tudi upati, to mogoče malo pri nekaterih naših ljudeh pogrešam, ne. Ja, malo več. Bom rekel, malo adrenalina več pri ustvarjanju, sprovedbe neke ideje, mogoče se malo premalo cenimo včasih, ne. Tako je, ljudje so vseeno sposobni, ne? Zelo sposobne, pridne, delovne, ne. Ampak, gledajte, premiki so tako, da želimo se seveda, da bo tudi leto 2022 uspešno, tudi vam želimo. Seveda se vam zahvaljujemo, da nas, moram reči, spremljate ob vseh dogajanjih, nas vabite v studio, nas obiščete, me pokličete, hitro naredimo neki intervju, ne. Tako da, hvala tudi vam in seveda sem prepričan, da bomo tudi z vami uspešno naprej sodelovali. Tako, z veseljem. Hvala lepa še enkrat za čas, ki ste si ga vzeli, sicer pa seveda še voščilnica pride in te stvari, ne, pred prazniki, zaenkrat pa torej še enkrat hvala lepa. Ja, hvala vam za povabilo, seveda želim si, da vsi ostanemo zdravi, pa da uspešno delamo naprej. Še enkrat hvala. Hvala lepa za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Bodite z nami seveda tudi prihodnji ponedeljek, ko pa bo naš gost župan občine Ormož Danijel Vrtnjak. Srečno do takrat.